Pozdravljeni! Zopet je prišel čas za naš običajni komentar novic, kjer si bomo skupaj ogledali vse tisto, kar se je v zadnjih dneh zanimivega zgodilo v svetu Formule 1. Tudi tokrat bomo obdelali 4 različne sklope novic in videli bomo, da v mnogih se bomo nekako vračali v preteklost na tematike, o katerih smo že govorili na kanalu. A brez skrbi, gre za aktualne novice. Tudi tokrat, kot ponavadi, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih originalnih člankih, dobite vse bližnjice navedene v opisu. A da ne bomo predolgi, je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. V prvem sklopu se bomo ukvarjali z člankom, ki je bil objavljen 7.11. na spletnem portalu motorsport.com. In tu je treba poudariti, da predsednik FIA Bin Sulayem po mojem videnju ravna pravilno, vsaj kar se tiče izjav. Namreč nedopustno je, da nekateri posamezniki pridejo celo do te stopnje, da grozijo smrtjo praktično udeležencem v dirkah Formule 1. In tu govorimo o zadnjem primeru, ko so nekateri celo grozili Silviji Belot. In treba je poudariti, da Silvija je bila direktorica dirke pri Formuli 3, Formuli 2. Na veliki nagradi Združenih držav se je zgodila velika napaka na strani komisarjev. In seveda na naslednji dirki, veliki nagradi Mehike, smo lahko videli, kako so 7. mesto vrnili seveda Fernandu Alonsu. A treba je tudi poudariti, da je šlo za nerodnost, ki so jo hoteli komisarji odpraviti z nerodnostjo. Preklic sankcije je v bistvu bil osnovan na tem, da so pri ekipi Haas zamudili roke. To, da je bila vožnja Fernanda Alonsa nevarna, je bilo poudarjeno v vseh poročilih. A to ni važno. Še sam Fernando Alonso se je takoj ogradil od vedenja recimo in posameznikov. In to smo videli naprimer v članku 29.10., ki je bil objavljen na planetf1.com. A če se spomnimo, približno leto nazaj v Abu Dhabiju so zopet neki nespametni posamezniki smrtjo grozili celo Niku Latifiju, kajti po njihovem se je on nalašč zaletel v zaščitno ograjo, zato da je povzročil varnostni avtomobil, tako omogočil napako Michaelu Masiju in seveda zopet v njihovih ozkih umih podaril naslov svetovnega prvaka Maxu Verstappenu. Šlo je za splet okoliščin na veliki nagradi Združenih držav, je šlo pa za napako, ki so jo popravljali z še večjo napako. A treba je razumeti nekaj. Gre za šport, kjer grožnje smrtjo seveda ne sodijo. A da ne bo pomot, sam zagovarjam, da imamo vsi pravico govora in do izražanja tistega, kar v resnici mislimo in kar smo. A kdaj pa kdaj je treba za svoja dejanja sprejeti tudi posledice. Zato za ničelno toleranco, ki jo zahteva Sulayem, se strinjam. Upam, da jo bodo udejanili in rad bi vas spomnil, da smo podoben primer imeli seveda tudi v Formuli 1, ko so pri Red Bullu bojkotirali britanski Sky. Kaj se bo zgodilo s Krebicem? Ni on podoben onim posameznikom, ki grozijo, samo da prvi pač seveda poiska k takim dejanjem.
Kot običajno bomo videli, da tisti manj znani bodo lahko dobili neko kazen, oni bolj pa verjetno nič. A vsem tem se bomo verjetno pogovarjali v naslednjih komentarjih novic. Osmega 11. smo lahko na spletni strani motorsport.com zasledili izjavo Frederika Vassörja, ker je priznal, da vstop Audija bo nekako prinesel svežega kisika švicarski ekipi. In seveda dolga zgodba o tem, kako tu sploh ne dosežejo tiste omejitve proračuna, ki je na primer Red Bullu povzročala toliko težav. Seveda v članku lahko preberemo še marsikaj zanimivega, da ni prvič, da bo ekipa Sauber zastopala pomembnega konstruktorja. Že ko so prišli v Formulo 1, je bil to Mercedes. Nato od sezone 2006 do 2009 so bili pravzaprav v lasti BMW-ja. In ne smemo pozabiti, da nekaj sezon so imeli tudi tisto najboljšo dobavo takrat motorjev Ford. A zgodba, ki sama po sebi ne prinese nič novega in nič zanimivega, če jo ne povežemo s tistim, kar smo lahko prebrali prav tako, seveda 8.11. in se dotika Mika Schumacherja. Namreč nekateri menijo, da ga čaka, ko bo nemški konstruktor vstopil v svet Formule 1, sedež. In znano je, da nemški konstruktorji imajo radi nemške voznike. Težava je v tem, da kaj bo počel Mik Schumacher do sezone 2026. Namreč sezona 2023 se še niti ni začela. Ne vemo sicer, kje bo, če bo in kako bo nadaljeval svojo kariero. In v sezoni 2026, ukolikor bo Mik Schumacher nadaljeval z Formulo 1, bo že veteran. Do takrat bi se vsaj po mojem videnju moral že dokazati, s kakimi konkretnimi rezultati. Govorimo o zmagah, morda lahko ne o naslovih, ampak vsaj kdaj pa kdaj bi temu moral biti blizu. Zato mislim, da taki članki v nekaterih navdušencih vzbujajo, po mojem mnenju, pretirane upe. Ampak videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Pojdimo raje k našem tretjem sklopu. V tretjem sklopu bi vas rad opozoril na članek, ki je bil objavljen na spletni strani italijanske revije Autosprint. Datum izida 8.11. In tu lahko zasledimo izjavo Timeja, predsednika Renaulta, ki je izjemno navdušen nad rezultati, ki jih ima Alpine v Formuli 1. Namreč iz tega, da bi bila sama ekipa strošek konstruktorja, se je z leti situacija obrnila. Nekaj podobnega smo že omenili v enem izmed predhodnih člankov, ampak vidimo lahko, da so že začeli iskati kot neke sinergije. In kar je zanimivo v vsej tej zgodbi, je to, da se je ponovno začelo pojavljati ime Andretti. Sicer družina Andretti skuša priti v Formulo 1 že kar nekaj mesecev. Govori se, da v sezoni 2024 bi radi ponovno poizkusili. A tu je treba poudariti, da zdaj smo slišali zgodbe, da bi si želeli postati 11. ekipa na štartnem razporedu. Znano je, da ko so lani želeli nekako prevzeti ekipo Sauber, so imeli predpogodbo za pogonske sklope z Renaultom. In sedaj kar naenkrat se je zgodba začela malce spreminjati. Struktura Andrettija naj bi vstopila v Alpine in tako konstruktorju, kot je Renault, pustila vse tiste benefite, ki jih prinaša Formula 1 na komercialni ravni, oni bi se pa lahko ukvarjali samo z ono športno.
Vseeno menim, da je še bistveno prezgodaj za taka razmišljanja, ampak zanimivo je slišati take govorice, kaj se lahko dogaja tudi malce v ozadju. Ali bo res ali ne, bomo pa, kot običajno, ugotovili skupaj. Za konec pa še simpatična novica, ki smo jo lahko zasledili prav tako 8.11. na spletni strani GP Fans. Namreč pri ekipi Aston Martin so malce začudeni nad obnašanjem Sebastiana Vettela. Dobesedno nagnati ga morajo iz pisarne, čeprav dobro vemo, da pred koncem njegove kariere sta še samo 2 veliki nagradi. Izgleda, da Sebastian Vettel se hoče naučiti vsakega trenutka, ki ga ima na voljo, in nekako se trudi dati ekipi Aston Martin vse tisto, kar jim lahko nudi. Namreč 2 dirki pred koncem prvenstva ne moremo govoriti več o razvoju aktualnega bolida. Vse delo je nekako usmerjeno k tistemu, kar bo luč sveta ugledalo na začetku prihodnje sezone. In izgleda, da Sebastian Vettel s svojimi izkušnjami, svojim znanjem hoče pustiti nek pečat. A po drugi strani izgleda, da odgovorni pri Aston Martinu bi radi počeli tudi kaj drugega, naprimer odšli domov. In tu je Sebastian Vettel oni, ki po eni strani je trdil, da poleg Formule 1 obstaja še naprimer zasebno življenje, a vidimo lahko, da pravzaprav nima posluha za svoje lastne besede. Seveda gre malce za šaljiv članek, ki nam hoče predstaviti 4-kratnega svetovnega prvaka tudi v rahlo drugačni luči. In verjamem, da Sebastian Vettel je že začel čutiti malce otožnosti, kajti samo še 2 veliki nagradi, samo še 2 vikenda sta pred njim v vlogi aktivnega voznika svetovnega prvenstva Formule 1. Razumeti moramo tudi nekaj drugega. Z rezultati, ki jih je pokazal, verjetno njegova prihodnost, ukolikor bi se odločil drugače, ne bi bila kaj svetla. Tudi pri Aston Martinu so verjetno pričakovali bistveno več, a Sebastian Vettel je v to avanturo v britanski ekipi vložil vse, kar je lahko. Težava je v tem, da verjetno to ni bilo dovolj. A za danes, za ta naš kratki komentar novic, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.